Zdravo, se slišimo? Vse. Ok, jaz sem izjedno nerad za pultom, tako da bom tukaj, če bom kdaj preveč daleč v mikrofon, mi pa kar povejte, v redu, sploh zadnje vrste, če ne ste kaj slišali. Aha, pointerček, super. Jaz bi vas najprej povabil, tako mehko na tako lastno izkušnjo in sicer, dajte se spomniti nekaj, česar vas je strah, nekaj, kar res vam ni, tako tisto, ko sem pomislite, ne sem tako, ampak res ne bi tega naredili, res ne bi tja šli, res mogoče se ne bi usedeli na rob neke pečine. Imamo kakšen tak, dajte se spomniti. Ali pa res ne bi šli v neko socialno situacijo, kjer imamo ta odpor ali pa neko telesno reakcijo. Se nočemo tam biti, ne? Če bi zdaj rekel, da se spomnite, ne vem, kako je bilo lepo, zdaj polet, zdaj že malo daleč v poletje, ne, ko ste bili na morju, ali pa ste bili, ne vem, kaj v naravi, tu se to sprosti, ne. Jaz bom danes majčkeno bolj osvetlil en pogled skozi perspektivo travme, se pa hkrati tudi zavedam, da to, kar bom govoril, ni vedno travma, bom rekel, ne rad rečem vzrok, ker vzrok ni prava beseda, ampak ni vedno povezano s travmo, lahko je tudi čisto genetsko, lahko so še drugi dejavniki, ampak danes bo moj pogled skozi recimo en dogodek, ki se je zgodil v preteklosti in se je v bistvu telo odzvalo na način, da pravzaprav ga ne bi ponavljalo, kar je zelo smiselno, ker če nekaj traumatičnega nočemo ponavljati. Hkrati pa so stvari, ki je bila traumatičen dogodek, ampak jih rabimo ponavljati. Naprimer, en primer, treba je govoriti pred ljudmi. Če smo imeli zelo težko izkušnjo, recimo v osnovni šoli, srednji šoli, nekaj, kjer smo bili moče osramoteni, nismo bili podprti, je to nekaj, kar bo telo se tako močno prebudilo, da bomo rekli, nočem tukaj gor govoriti. Tako da seveda neke stvari, ko so res travma, recimo neka nesreča, je čisto ok, da ne želimo ponavljati, nekatere stvari pa se počasi rabimo soočati. Tako da jaz bom šel mehko najprej čez osnovne pojme, da čisto vidimo, kaj pomenijo. To, kar bom definiral, določene pojme, ni cela definicija, tako da se ti ne bi tako globoko posvečal njim, bi pa vse njih osvetlil skozi eno perspektivo, da lahko v bistvu zapeljemo neko nit. Ok? Ker je pač, ne vem, primer definicija travme je lahko v bistvu tako sklop večjih predavanj, definicija strahu je lahko več sklop predavanj, ampak da bom pa določene pointe, tisti, ki se meni zdijo, so pomembni za to, kar bomo danes peljali. Ok, ena perspektiva travma, kaj travma je to, da ni travma dogodek sam po sebi, ampak je travma pravzaprav to, kar danes, zdajle, v meni odzvanja od tistega, kar se je zgodilo nekaj v preteklosti. Imamo to približen? Lahko se nekaj težkega zgodil, ampak če je moja notranjost, moji sistemi so to nekako zintegrirali in ne vpliva, ali pa vpliva v bistvu ne nek ureden način na moje življenje, to je traumatičen dogodek, ki se je zgodil, ampak ni travma danes. Če pa ima efekt na zdajle, na danes, potem pa to lahko rečemo, da je bila travma. V smislu, sem imel prometno nesrečo recimo s kolesom in pomislim samo to, da bi šel danes na kolo in bi rad se peljal s kolesom po Ljubljani, enostavno mi telo zamrzne, povišen srčni utrip, imamo? Ok, to je travma. Se pravi, danes je nek odziv. Primer, sem imel prometno nesrečo s kolesom, ok, ampak nekako sem pol počašil po dvorišču, mogoče sem malo peljal in se lahko vozim po Ljubljani zdaj normalno. Ok, ni več travma odziva. Toliko mogoče sem, kaj travma je, tukaj v travmi res velike travme, male travme, tukaj danes ne bi šel toliko v to noter. Kar bi tukaj poudaril, da pri situacijskih travmah, pa tudi pri relacijskih lahko, govorimo, da je odlično, čudna beseda, ampak zelo dobra podlaga je strah plus nemoč. Se pravi, nekaj se zgodi in ali ni časa, ali ni možnosti, da bi telo oziroma da bi lahko odreagirali. Smisel je občutek nemoči, ne vem, prometna nesreča, to hitro se zgodi, da ne moramo odreagirati, ne moramo se zaščititi, nismo videli, recimo, ne vem, lahko v otroštvu, ne vem, je tam nekdo, ki je premočen, telo zamrzne, ne smemo odreagirati, ampak to ostane zapisano v nas.
Ok, gremo na strah. Kaj je strah? Strah je v bistvu, bom pa še tesnobo definiral, zato sem to dvoje pravzaprav dal. Strah je nekaj, kar je odziv na trenutno situacijo. Se pravi, strah je nekaj, kar je zelo smiselnega. Strahom ni nič narobe, kdo reče, ni fajn, da me je strah. Ne, strah je zelo super. Ker je nekaj se zgodi, me je strah, kar pomeni v bistvu, boljše bom videl, boljše bom slišal in verjetno bom nekaj odreagiral, da bom preživel. Tako da strah načeloma je zelo funkcionalna stvar. Tudi mogoče zato danes sedimo, oziroma zelo verjetno danes zato sedimo, ker če ne bi doživeli strahu, verjetno ne bi tukaj sedeli, ker ne bi odreagirali na določene nevarnosti, ki se nam zgodijo v življenju. Tako da, kar naredi strah, pripravi nas na akcijo. Če hodimo po gozdu, po noč, v slovenskih gozdovih, pa če smo še sami, pa nekaj poč za nami, imamo, koliko se nam izboljša sluh, koliko so noge pripravljene, koliko so roke pripravljene, koliko v bistvu kar vidimo dobro, kar v bistvu z lasmi skoraj slišimo, a ne? V redu je to, ker polog zbližimo, vemo, kam zbežati. Kar je pomemben je, ko nevarnost mine, se načeloma živčni sistem sam umiri. Če vidite živali, recimo srna, se pase, nekaj se zgodi, sliši, da ušesa gor, če je nevarnost, bo zbežala, ko bo nekam prispela, bo še en čas tam, ko se bo umiril, slej kaj prej, mogoče se bo še stresla, nekaj še pogledala, pa začela se pravzaprav gledati, ki bi nekaj pojedla. Tako da strah je nekaj, kar je kratkotrajen, je usmerjen in je v bistvu usmerjen na konkretno situacijo. Je izjemno potraten za telo. Izjemno je potraten za telo, to je fajn vedeti. In če dolgo časa traja, v bistvu tudi za telo bo porabilo veliko energije. Gremo pogledati tesnobo. Tesnoba je pa v bistvu stanje povišene aktivacije živčnega sistema povezano z potencialno ali nejasno grožnjo. Boste še druge definicije slišali, jaz sem danes to zbral. Se pravi, to je razlika med strahom pa tesnobo. Strah je konkretno tukaj, zdaj nekaj, kar se lahko zgodi. Tesnoba je načeloma pa v bistvu nekaj, kar ni čisto jasno definirano. Pogosto je povezano nekaj s potencialno nevarnostjo ali percepcijo nevarnosti v prihodnosti. To je ključna razlika. Razlika je v bistvu še to, da anksioznost pravzaprav traja. Sej, če bomo šli za klinično definicije, pomeni, da je to neko povišana aktivacija živčnega sistema, ponovadi simpatikusa, ki traja. Kaj je značilno, da telo ostaja v povečani pripravljenosti za nekaj, da se bo nekaj zgodilo? Tako da določena simptomatika, v bistvu telesni znaki so dosti podobni kot pri strahu, samo da v bistvu zelo dolgo časa trajajo in ko dolgo časa trajajo, postanejo kronični znaki. Povišan srčni utrip, roke se tresejo, višji krvni tlak, hitrejše dihanje, kaj imamo še, hitro v bistvu razmišljanje, povečana pozornost. Vse to je super, kadar je strah kratkotrajen, ko dolgo časa traja, ne da se zaspati, ne da se razmišljati. Zmanjkuje energije, boli želodec, telo je utrujeno, ker predolgo časa traja. In če še dolgo časa traja, lahko pride tudi do paničnih napadov. Ampak tukaj je tukaj mogoče bi se ustavil. Kaj bi tukaj še rekel, bi še dal primerjavo. Čisto tako malo za občutek sem tukaj napisal, kaj je recimo strah napram tesnoba. Smo rekli, odziv na konkretno neposredno nevarnost, tesnoba odziv na potencialno nejasno nevarnost. Časovna usmerjenost, strah je tukaj pa zdaj, tesnoba nekje v prihodnosti. Fiziološki odziv, kratek, intenziven, usmerjen, tesnoba, dolgotrajna aktivacija, pogosto brez razelektritve. Kognitivni procesi, strah, minimalno se razmišlja, hiter efekt. Tesnoba, zaskrbljenost, ruminacija, kaj če scenariji. Poznamo tisto zvečer, ob 11, ob 2, pred izpitom, ob 3 zjutraj, ob 7 se zbudimo, vrtimo, pred izpitom, vrtimo, po izpitu, vrtimo, seveda poznamo to. Funkcija, strah je adaptiven, zaščiten odziv, se pravi
zaščiti pred neko potencialno nevarnostjo. Tesnoba načeloma pogosto postane disfunkcionalna, če je kronična, če je predolg časa. Strah, tesnoba. Zdaj sem pa dotaknil sistema pripravljenosti, readiness system. To je pa v bistvu biološki del. Saj tudi strah pa tesnoba sta biološki, ampak tukaj bom govoril po enem majčkem drugem vidiku, ki je meni malo razširil pravzaprav področje videnja odzivov oziroma smiselnosti in strahu in tesnobe. Kaj je sistem pripravljenosti? Sistem pripravljenosti je v bistvu evolucijski biološki sistem, ki organizmu omogoča, da se hitro odzove na nevarnost. Če rečemo zdaj v praksi, vi me poslušate, ampak ne da bi vedeli, en del v vas neprestano spremlja dogajanje, kaj se dogaja. In če bi zdaj nekaj počel tukaj noter, bi verjeten si na hitro pogledal, kaj to je. Ja? A če nekaj pobliska tam zadaj, bi pogledal, kaj to je. Pomeni, da imamo neko, znotraj nas je neko stalno spremljanje, tudi če smo mi sproščeni, mogoče še celo, če spimo, ampak nekaj je v nas, ko bi rekel, kakor tisti senzorčki pa avto, veste, ko se peljete, ne vem, nazaj, pa ko prijete dovolj blizu, začnejo bipati. Stalno oni spremljajo. Če mi vozimo po avtocesti, sploh ne vem, da jih imamo, ko gremo vzvratno, začnejo piskati. Dosti podobno si predstavljamo ta sistem pripravljenosti. Stalno v bistvu spremlja. Kaj se dogaja? Kaj je glavna naloga? Glavna je v bistvu naloga sistema pripravljenosti, da organizem vodi skozi 3 osnovne faze. Ena je orientacija. To mi bom kasneje tudi več povedal o vsaki tej fazi, ampak v osnovi orientacija pomeni, kaj se tlele noter dogaja. Druga je mobilizacija, se pravi, če ne prepoznamo nevarnost, treba narediti akcijo. Če se tukaj začne nekaj strop rušati, se moram jaz to makniti. In tretja, ko v bistvu vse mine, ker nevarnost mine, v bistvu umiritev. Kajti ne želim biti ves čas aktiviran, ker smo rekli, je izredno potratno. Kaj vključuje? V bistvu vključuje tako rekoč celo telo. Vključuje sodelovanje možganov, zlasti limbičnega sistema, avtonomnega živčnega sistema, mišično-skeletnega sistema, ki se rabimo tudi pač premikati, in pa tudi seveda čutil in orientacijskih mehanizmov. Oči, sluh, vonj, dotik, interocepcija. In zdrav živčen sistem ni miren, ampak v bistvu je sposoben prehajati med aktivacijo in umiritvijo. Zakaj sem tole napisal? Zato, ker če smo stalno v bistvu na visokih obratih, če to besedo uporabim, potem porabljamo resurse za nekaj, kar tistem trenutku pravzaprav niti ni smiselno. Tako da je čisto okej, če naš živčen sistem reče, zdaj pa ne rabiš svojih mišic tako napolno v bistvu med pripravljenosti, ker tlele načeloma v tej dvorani ni leva. Se pravi, jaz lahko malo sprostim svoje mišice, ker ni potencialne nevarnosti, ki bi potrebovala takojšen odziv. Ko pa organizem zazna nevarnost, se mobilizira, reagira in ponovno pride v stanje v bistvu aktivacije. Tako da naši sistemi, živčni sistemi oziroma telo prehaja ves čas iz ene aktivacije, malo više ali pa malo nižje, v neko malo bolj umirjeno stanje. V angleščini je settling pa activation ali pa arousal. Tako nekje se v bistvu več, manj, ampak ves čas je gibanje. Pendulacija je tudi en tak izraz. Če gledate pri otrocih, tako, ga boste z njim, se bo smejal, pa bo nekaj se zgodilo, bo tako, če se tako umori, bo zajokal, pa boste nekaj, bo začutil, da je varno, če se minutko, 2, bo že gledal, ga boste še malo zamotili, se bo že igral, pa njih je to zelo hitro. Pri nas je to včasih malo dalj časa traja, sploh če imamo kakšne konflikte s kakšnimi prijatelji, pa partnerji, pa s starši, tja danes ne bi šel, tam znamo, če še malo dalj časa to trajati, recimo ta pendulacija pomeni malo daljše aktivacije, ali pa tudi ne. Skratka, zelo fajn je, če nekaj, kar je aktivacija, ni nič zelo narobe, samo da počasi pride navzdol. Tole samo še malo kasneje dotaknili, se pravi, da možen vir, ki lahko prispeva k doživljanju travme je,
ko ta proces ne more biti dokončan, ampak bom nekaj bolj specifično kasneje povedal. Tole smo pa v bistvu več ali manj rekli, se pravi, ok, gremo mi na orientacijo. Aha, tukaj sem še dopisal, tole še lahko se vstavimo, ja. Dajmo še tako, stanja sistema pripravljenosti. Saj tole smo malo že rekli, imamo pa v bistvu 3 stanja, v grobem, pač malo tako bolj umetno so razdeljena, ampak si lažje predstavljamo. Eno je hipoaktivacija. Hipoaktivacija je tisto, a veste, ko smo tako malo topeli. Pa dajmo reči, ko smo mogoče v stanju zaspanosti. Takrat, ko čisto dobro ne pricepiramo, kaj se čisto okrog dogaja, ne? Takrat je bolj dominantno aktiviran parasimpatični živčni sistem oziroma pogosto dorsalni del. Kaj je v bistvu takrat težava? Da je zmanjšana odzivnost oziroma motivacija. Težava je, da tudi, ko se bo nekaj zgodilo, ne bo čisto dovolj hitro odreagiralo telo, kar pomeni, da ni v skladu, se pravi odziv ne bo v skladu z dogodkom, ki se dogaja in bo lahko odziv veliko prepočasen. Hiperaktivacija imamo na drugi strani, je pa v bistvu, kot sem prej rekel, če je nekdo zelo ves čas pozoren, ne, sicer visoka poraba, bo načeloma vse videl, je pa občutek stalne ogroženosti. A veste tisto, zdaj sem imel tako manjšo nesrečo z avtom, mislim tako, nekaj sem pač udaril in moj senzor za avto mi zdaj piska tudi takrat, kadar sem jaz pravzaprav na ravnem. Ker je malo počasnej, mi to piska. Kaj to pomeni? Ko se jaz približam nečemu, jaz senzorju več ne morem zaupati, ker on pač piska ves čas, ki se vožem 5 na uro. In on piska ves čas. On mene opozarja, da je potencialna nevarnost, ampak ne presoja več ta senzor, kaj je bolj ali manj nevarno. In kadar je hiperaktivacija, v bistvu ni smiselne presoje, kaj je bolj ali manj nevarno. In taki sistemi bojo že na najmanjšo nevarnost odreagirali toliko, ne pa toliko. In ko bo situacija taka, bojo oni odreagirali isto, če bodo imeli še energijo. Tako da, sicer kao se sliši smiselno, ja, boš biti malo bolj pozoren, ja, sem potem, a je še presoja, kaj je bolj ali manj nevarno. Seveda ne govorim kognitivno, govorim stališča telesa, ker telo tukaj odreagira. Če majčkeno povzamem, sistem pripravljenosti organizira odzive, se pravi tak en organizator. Strah je odziv na realno nevarnost in pa tesnoba je tako podaljšano stanje pripravljenosti brez jasne namere. Tako, če majčkeno sem povzamem te 3 pojme. Zdaj sem pa dotaknil orientacije. To je bila prva točka pri sistemu pripravljenosti. Kaj pravzaprav orientacija je? Orientation, boste v angleščini slišali. Orientacija pravzaprav pomeni, ko ste vi prišli v prostor, ste majčkeno pogledali, kje bi se usedeli, ker v prvi vrsti, zakaj ni varno sedeti? Ni safe, v prvi vrsti, ni dobro. Ker? Izpostavljenost, pa telo se dobro čisto ne počuti. In ste se malo orientirali in ste rekli, kje meni pa še sedeti? In ste šli sedeti tja, kjer, ok, je bil prostor, pa je bilo majčkeno vam bolj udobno. In ena izmed orientacij je tudi orientacija na udobje, ampak ponavadi pred orientacijo na udobje je orientacija na nevarnost. Kaj ti, če ni varno, ni v bistvu udobje, oziroma ni ugodje, ni varno za ugodje. Jaz bom dal tak mali primer, bom dal pač iz relacijskega sveta. Recimo spoznamo eno novo osebo, moškega, žensko spoznamo, in pol seveda je ful velika želja, se imeti fajn, ne vem, stisniti, tako kakšen telesni stik imeti, se pravi, seveda je hrepenenje po temu. Ja, ampak a si ti meni varna, a si ti meni varen? Imamo to vprašanje, a si ti meni čustveno, telesno varna oziroma varen? In kljub hrepenenju in vsem idejam, kaj bi vse želeli s to osebo početi, v bistvu najprej je zelo modro preveriti, če je ta oseba zraven mene varna. In načeloma rečemo, gremo dejtat, te malo spoznam.
Kdo si ti, kaj počneš, mogoče celo malo potestiramo, da tega noben ne počne, da se mačkamo nekako recimo reagira oseba v konfliktih ali po težkih situacijah, ker to nam da orientacijo, tale pa je malo stabilen, tale pa ne pade kar tako ven, to je pa fajn, tale se pa razburže ob semaforju, Zato, ker je imela rdeče, nema zelenih čevljev, se je že razbula. Karikiram, ampak govorim varnost, orientacija. Orientiramo se pravzaprav, je ta oseba varna ali ne. Dajmo malo drug kontekst. Ampak v končni fazi orientiramo se, tako hodimo v bistvu zunaj po mestu. Skratka, naša orientacija ves čas dela. Kar slišimo, kar vidimo, kar vonjamo, kar zaznamo s čutili. Tako da kar je funkcija, je ločevanje med varnim in ogrožajočim, pa še, kar je pomemben v terapevtskem kontekstu, je v bistvu regulacija živčnega sistema. To terapevti veliko uporabljamo, če se le spomnimo, kaj ti, dam primer, če recimo gledamo nekaj, kar je težko, recimo neko nesrečo, bomo vznemirjeni. Če gledamo neko sliko, ki sem prej dal primer, smo bili na dopustu, mogoče polet, pa je bilo tako fajn. Pa če pogledamo okrog sebe, pa vemo, da je varno. Ok, res je varno. Res je varno. A si ti varen, ko si poleg mene terapeutka? Smo bili 3krat skupaj, mogoče ne še čist, se moram še malo orientirati. Tako da orientacija je del regulacije. In to je zelo fajn vedeti. Če ne vemo, kako se v bistvu zregulirati, ker smo recimo, ne vem, prestrašeni ali pa ne vem, nekaj smo zaktivirani, dajmo pogledati najprej okrog sebe, pogledati znotraj sebe, kaj se dogaja in reči, ok, vse načeloma je kar varno. Tukaj sem navedel par orientacij, ko malo za občutek. Zunanja orientacija, smo rekli, notranja je v bistvu interocepcija, ena izmed, kaj se znotraj mene dogaja, ko vam zdaj govorim, kaj se znotraj vas dogaja, ko mene poslušate. Sedite na stolu, vam je udoben ali mi ni, me malo vznemirja, ker to je tudi neka informacija. Notranja oziroma varna orientacija, prej recimo, ne vem, na primer srne, ona v bistvu zbeži, potem začne pa gledati, kje je hrana. Kaj bi jaz lahko pojedla? In to je orientacija recimo na udobje, nekaj, kar je varno. Potem imamo obrambno orientacijo, kako se v bistvu obraniti, in pa disociirana, dezorganizirana, to bomo srečali takrat, kadar je prisotna recimo travma, kadar je sistem so preobremenjeni, ker boste gledali pogled, ki bo tako, ki bo, ne vem, ki bo zelo razpršen. V kontekstu travme je orientacija pogosto zožena, rigidna, prekinjena in zmanjšana sposobnost zaznavanja varnosti v okolju. To naredi travma lahko. Še posebej takrat, ker je orientacija prekinjena. Smisel je nesreča, avto v bistvu prihaja iz strani, v bistvu ni bilo možno pogledati in ok, ne moramo se orientirati. In lahko se zgodi, da bo oseba izgubila občutek, da je sposobna prepoznavati nevarnost. Kaj delamo v terapiji? V terapiji v bistvu, kadar se to zgodi, recimo, ne vem, to je pogosto pri nesrečah, lahko tudi v odnosih, recimo v primeru domačega nasilja. Od kje bo udarc? Kdaj bo udarc? Nepredvidljivi udarci. Ni varno biti v odnosih, če je tako. In sploh najprej orientirati se pravi, kako prepoznavati varne odnose, kako prepoznavati sploh v bistvu, ko hodimo po mestu, katere stvari spogledati. Tako da v terapiji je najprej ponovno vzpostavljanje orientacijskega odziva in kaj se dogaja v telesu, ko se nekdo orientira, ko nekdo gleda. Drugo je usmerjanje pozornosti na tukaj in zdaj, kajti pogosto je pozornost v prihodnosti, preteklosti in vse povsod drugje, ne pa kaj se dogaja tukaj z mano, ko se pogovarjam recimo z vami. In pa krepitev občutka varnosti in regulacije, to je pa v bistvu en tak zaključen korak. Obrambni odzivi, to je druga točka tistega sistema pripravljenosti, so
biološko pogojeni vzorci vedenja, aktivacije, namene preživeti ob zaznani grožnji. Se pravi, mi smo orientacijo, vidimo nevarnost, treba jo odreagirati. To je pa obrambni odziv. Fight, flight, freeze. To ste slišali verjetno. To je ta klasičen. Imamo lahko potem še v bistvu obramba. Eni še definirajo tudi prijaznost, lahko tudi tja spada, da v bistvu umirimo napadalca. Kaj bi tle še rekel, kaj je značilnost, hitri, avtomatski, neodvisni od volje, odziv, odrinemo, zbežimo. Tudi v bistvu je odvisno v enem delu, kakšno je bilo v bistvu pravzaprav v preteklosti, so bile izkušnje in kaj je funkcioniralo. Če otrok se rabo vedno umakniti v svoji družini, verjetno bo pol umik nekaj, kar bo tudi v odnosih kasneje. Če je deloval napad, bo verjetno deloval tudi napad. Organizirani se glede na zaznano možnost preživetja, gledajo, kaj je najboljša možnost, da bom preživel glede na pretekle izkušnje in glede na to, kar zaznam. Nezaključeni orientacijski ter obrambni odzivi, malo sem že omenil. Eno je, da recimo ni bilo časa se zaorientirati, se pravi, prihaja nevarnost iz te strani, ni je nekdo zaznal in v bistvu ostane to v telesu. Tukaj potem delamo v bistvu s tem področjem, da skušamo vzpostavljati, da je orientacija varna. Lahko so, pa najpogosteje pa to, da je bil odziv umika ali odziv boja zaustavljen. Primer, otrok, ki ga starš nadira in se nima možnosti umakniti. Otrok je trd, njegov telo govori, da hoče v stran, nohce bojo delale takole, a starš še vedno govori. Telo hoče iti stran, on pa nismo iti stran. In kaj v terapiji delamo pravzaprav, da zaključimo ta obramben odziv. Ali pa bi hotel udariti. Boste videli, ko bojo delali tako proti otroci, rokce takole bojo delali. Ali pa ne, tako bojo prsti delali, ne? Ali pa bo napeto roka gor. On bi hotel nekaj narediti, on bi hotel to odriniti. In ni smel, ni mogel. Tukaj dajem kot en tak primer. Lahko je tudi obrambni odziv v avtu. Prihaja avto z te strani, se hoče v bistvu zaščititi, se ni dal, prehitro je bilo. Pač nekdo je samo stisnil skupaj. In da se zaključi te, veliko nezaključene obrambne odzive v terapiji izjemno počas, postopoma, gledam večkrat naprej, pa bom šel potem še nazaj, lahko izjemno postopoma v bistvu se dotikamo področja aktivacije. Pomen, ne gremo direktno v travmatično izkušnjo, ampak izjemno počas se dotikamo tiste točke, tistega dogodka, ki se je zgodil, ampak se ga dotikamo na način, da preverimo, aha, to se je zgodilo nazaj 10 let. In včasih ljudje reče, a res? Čakajte, to se mi zdi, kot da je bil včeraj. Ne, 10 let je že od takrat. In je še vedno aktivacija v telesu, recimo od neke nesreče. In potem se dotaknemo, aha, povejte, kako je bilo pa tisti dan pred nesrečo. In začnejo govoriti, ne vem, sem stal zjutraj in tako, in telo se nekaj aktivira noter in ostanemo s tisto aktivacijo. Z drugimi besedami, ne gremo direktno v travmatični dogodek, ampak počas, ko dobiš škrbinco za škrbinco, je mal aktivacijo, ki je povezana ali pa naboj, ki je povezan s to travmo. In včasih, če recimo, ne vem, primer spolnih zlorab, niti ne gremo v sam dogodek, ampak pravzaprav toliko se približujemo dogodku, da se ta naboj nekako zmanjša. To je lahko zelo na telesni ravni, lahko je skozi besede, lahko je skozi, ne vem, gibe, lahko je skozi tresenje, zelo odvisen. In izjemno pomemben je, da je počas. Da ni naboj preveč, ker če naboj je preveč, bo preplavilo. Če se spomnimo zdaj na začetku, ko smo govorili, če se spomnite enega dogodka, ki je bil za vas tak strašljiv, ki je bil v bistvu neprijeten, če pomislimo, da gremo v ta dogodek mi lahko izjemno počas, pa bom dal primer, ne vem, govorjenje tukaj gor. Imamo izkušnjo iz osnovne šole, da so nas šolci sramotili, da učiteljica nas je sramotila. Ok, kaj so počasni koraki? Mogoče je prvi korak to, da je starš s takim otrokom, recimo, ne vem, probata nekaj vaditi. Če smo odrasli, mogoče smo sami v sobi, pa si predstavljamo, da govorimo pred eno osebo. Wow, se zgodi noter, ne?
Ok, se ustavimo počasi. Če je terapevt z nami, nam bo to pomagal delati. In če naslednji korak bo potem počasi pomisliti samo, da bi govorili pred 2 ljudmi. Ne, da to delamo, ampak samo pomislimo, aktivacija. In če je aktivacija še toliko visoka, se pravi, da še imamo občutek, da je znotraj, da še funkcioniramo, pomeni, še vem, kaj se dogaja z mano, pomeni, da to uspem tudi zregulirati. Če je pa čez, pomeni, kaj veste, tiskaj možgani pridejo blur, če vse zamegljen, tam sem pa čez. Tam pa nima smisla, ker samo ponavljamo nekaj, kar že poznamo iz preteklosti in pravzaprav, kaj smo naredili? Nič, samo utrdili smo to, da pravzaprav, če govorimo pred ljudmi, izpademo čuden. Oziroma sploh ne vem, kaj govorimo. Dajem en primer za en tak občutek. Včasih bo treba zaključiti, a ne? Ok. Ja, vse v bistvu mislim, da je lahko kar tole. Tako da, če zajamem, recimo zaobkrožim, izpostavljanje samo po sebi tudi ni slabo, ampak ne bo titrirano, ten izraz mislim, da je iz kemije, ne? Se pravi, naj ne preplavlja. Pa tudi, kada smo sami s sabo, dajmo tako spremljati, ampak ko delamo s ljudmi, kada delamo s klienti, ja, če spodbujamo nekoga, da nekaj naredi, ne bo znotraj tistega, kar zmore narediti, pa lahko je tik pod mejo, kar je v redu, ker bo to mejo mehko razširil, ne pa čez. Ker čez v bistvu bo preplavil, ali bo nekdo ugasnil, ali bo pa odziv ne. Tako da, dajmo tam nekje okrog meje. Ker če smo okrog meje, se to območje veča, se to območje širi. Upam, da je to nekako tako smiselno povedano. Jaz sem skušal malo stlačiti par konceptov, ampak ideja osnovna je, kadar je travma, dajmo delati počasi. Če tako zaokrožim. Ok, hvala. Vprašanje. Še pa vprašanje. Ali katerikoli terapevtski ukrep lahko dolgoročno spremeni odzivnost sistema ali gre za zgolj simptomatsko obvladovanje pri ranljivih posameznikih? Ja, lahko. Zdaj, seveda ne vedno, pa ne po vseh primerih, ampak pač moja izkušnja oziroma to, kar v bistvu tudi jaz delam, je postopno spremembe pravzaprav spreminjajo fiziološko tudi v bistvu naše sisteme. Hitre spremembe, telo se ne more adaptirati. Če pa delamo spremembe počasi, se pa telo adaptira. Podobno, če rečem, kot sklece. Če delamo počasi sklece, jih bomo čedalje več in več. Ampak je zelo fajn postopoma. In se v bistvu fiziologija, govorimo od možganov, do čučnega sistema, do mišičevja, se v bistvu adaptira na novo stanje. Tako da terapiji pogosto ni cilj delati na tem, kar je težko, ampak delamo na tistem, kar je nevtralno ali celo malo prijetno, ampak nevtralno, ker ti izjemno težko je biti za osebe s travmo v nevtralnem. In v bistvu gremo poti tja, da se njihov sistemi navajajo biti v nevtralnem. Tako. Super, hvala. In še vezujoče vprašanje, kako svetujete klientom glede hiperaktivacije? Kako svetujemo klientom glede hiperaktivacije? Kako se spoprijemati s tem oziroma jo znižati? Ja. Zelo fajn je razumeti, tako odkje izhaja. Pa ne tukaj vprašanje zakaj, ampak kdaj je v bistvu več, kdaj je manj. Tukaj danes sem tu govoril, ampak že ta prepoznava, kdaj je mečken več, kdaj je mečken manj, nam pomaga v bistvu razumeti, ne vem, če spijem kavo, je še mečken več, če ne, se pogovarjam z nekom, je še mečken več. Če pa berem knjigo, sem pa mečken umiri. Ok, če hodam po gozdu, sem še mečken umiri. Ok, in se že učim sam sabo, že orodij, tools, ki mi pomagajo, kateri mi pomagajo, da se to znižuje in kateri mi zvišujejo. Če zelo tako enostavno. Super, hvala. Najlepša hvala za predavanje, še eno majhno darilce, tako da hvala. Hvala.